Jaz sem Katarina Bervar, strna direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. Ta dogodek smo organizirale nevladne organizacije, ki delamo z ranljivimi skupinami, ki so v tej državi največkrat diskriminirane in si že več kot desetletje prizadevamo za to, da bi država ustanovila neodvisno telo za varstvo pred diskriminacijo. Namen dogodka je opomin vladi, da je potrebno delovanje zagovornika načela enakosti urediti, ukrepiti in zagotoviti dovoljšna finančna sredstva, da bo svoje delo lahko opravljal. 200 tisoč evrov je letni proračun institucije zagovornika načela enakosti, ki naj bi pokril vse stroške, se pravi materialne stroške, stroške prostorov, stroške zaposlenih in seveda na letni ravni ocenjujemo, da je to bistveno premalo, še posebej, če primerjamo z drugimi institucijami v državi, kot je na primer informacijski pooblaščenec, ki deluje z skoraj 7-krat večjim proračunom letnim. Kot vemo, ima gospod Lobnik trenutno, se pravi, poleg sebe zaposleno še eno pravnika in kot smo razumeli, ne bi bil v postopku še ena oseba, kar je seveda absolutno premalo za to, da bi takšna institucija učinkovito delovala. Tukaj sem kot posameznik Domen Retelj. Prišel sem zaradi tega, ker menim, da potrebujemo ta organ in da pač rabi več sredstev, sodelavcev, da bo lahko deloval. Pozitivne rezultate tega organa. Ja, seveda ne, mislim, da ne vem, ali sem kaj zamudil, no, ali pa mogoče ta organ ni mogel delovati, glede na to, da je to samo ena oseba, ne ena oseba običajno ni organ. V Amnesty International se že zelo dolgo borimo proti temu, da v tej državi ni bilo ta pravega protidiskriminacijskega okvira. Da so dejansko žrtve diskriminacije niso imeli nekih učinkovitih možnosti, da bi se proti temu borile. In zaradi tega smo že v preteklosti opozarjali, da mora biti zagovornik načela enakosti oziroma nekdo, ki ščiti žrtve diskriminacije, dejansko ena močna institucija za dovolj pooblastili. In nas je tudi razveselilo, ki je bil sprejet zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki je to institucijo nekako uvedel. Seveda potem toliko bolj žalosti, da vlada pravzaprav nekako to pušča kot neko tako črko na papirju, oziroma naredi na pol. Ker če imaš zgolj institucijo, ki nima kadrovskih, ki nima finančnih možnosti, da bi res vsebinsko in učinkovito varovala in bila ta pravi zaščitnik žrtev diskriminacije, potem v bistvu nisi naredil dovolj ali pa skoraj nič. Imeli smo prej že to institucijo, se je pa zdaj v pomembni meri spremenila, v smislu, da se razširile njene naloge in pa pooblastila. Se pravi, in celo z takimi pomembnimi nalogami. Tako da, kakor jaz vem, je zagovornik načela enakih možnosti, ki je deloval prej, trpel z istimi, kako bi rekli, se je spopadal z istimi težavami. Ni imel dovolj kadrovske podpore oziroma dovolj financ, da bi lahko res učinkovito opravljal svoje delo. Tako da, to, da smo sprejeli, da je država lani sprejela zakon, da je z njim uvedla zagovornika, da ta zagovornik v bistvu ima taka pomembna, široka pooblastila in pa veliko njenih nalog, je v bistvu bil en tak, bi rekla, temeljni kamen tega, da lahko res učinkovito naslavljamo v državi diskriminacijo. Ampak ta temeljni kamen bomo absolutno spodkopali, če ne bo imel možnosti. Če potem primerjavo, če imamo informacijskega pooblaščenca ali pa varuha človekovih pravic, to so vse institucije, ki rabijo dovolj kadrovske finančne podpore, zato da res lahko konkretno vsebinsko opravljajo svoje delo. Zaradi tega, ker še tako super usposobljena, krasna oseba lahko ena oseba naredi samo do določene mere stvari. Tako da absolutno imamo upanje, ampak vlada je pa res zdaj na potezi, da uresniči svojo zavezo, da zagotovi res konkretno varstvo. Jaz sem Haris Tahirović, predsednik Zveze romskih skupnosti Umbrella Dežnik. Smo prišli dati podporo za enake možnosti, ker je glih zaradi tega, ker smo vsi drugačni, ampak dejansko smo ljudi. Rabimo bolj konkretnega sogovornika, bolj konkretne ljudi, kateri bi tudi naš ščitili in izpostavljali naše vprašanja. In jaz mislim, da bi to bilo zelo pomembno. Jaz mislim, da bi imelo večjo težo kot varuhinja, kot izpostavlja samo določene stvari. Varuhinja, kolikor vem, nima takih pooblastil ali ne želi. Jaz mislim, da bi ona mogla tukaj tudi kot varuhinja zaščito in
dobesedno, kad vidi kršitve, da so tudi včasih udarila po mizi v državnem zboru, na vladi, da to ne gre tako. In če ne gre tukaj v državi, je varuhinja bi mogla definitivno izpostaviti in iskati tudi podporo evropskih inštitucij, kateri so tudi zadolženi, da se uresničuje demokracija in enakopravnost. Seveda od vlade pričakujemo, da bo sprejela ustrezen sklep o ukrepitvi, finančni ukrepitvi za delovanje institucije. Zato bomo vsak četrtek od danes dalje in do sprejema tega sklepa tukaj postavljali mizo, za katero bo seveda sedela oseba, ki bo ustvarjala razmere, ki trenutno veljajo.